Danes v Pomurskem dnevniku. Martinovanje na Kapeli. Upnike oškodovali za slab milijon. Prebežniki o dogodkih v Parizu. V soboški bolnišnici umrl begunec. Vreme, jutri po večini sončno. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Turistično društvo Klopotec ter Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Kapela sta v soboto v sodelovanju z občino Radenci pripravila že tradicionalno martinovanje na Kapeli. Martinovanje na Kapeli je zakon! Že 7. martinovanje na Kapeli pri Preši oziroma pri vinogradniški hiši se je začelo že opoldne in se nadaljevalo skozi cel dan. Za obiskovalce so pripravili bogat kulturni program, ki je zajemal vrsto nastopajočih, od učencev glasbene šole, potem stalnih glasbenih skupin, kot so recimo sekcije naših društev, tudi turističnega društva Klopotec Kapela. Vsekakor pa zmeraj poskrbimo za odlično kulinarično ponudbo, ki torej zajema vse naše kulinarične posebnosti, vključno z dobrotami iz krušne peči in pa seveda Martinova ponudba nikoli ne manjka na našem martinovanju. Odlična vina imamo in s tem se seveda tudi na martinovanju pokažemo. Za vse obiskovalce smo pripravili tržnico, na kateri lahko poskusijo in tudi kupijo domače proizvode. Se pravi, predvsem se trudimo spodbuditi domače gospodarstvo oziroma gospodarstvo, domače ponudnike in omogočiti vse na ta dan nekaj tudi tržnega izkupička. Kot zanimivost letošnjega 7. martinovanja na Kapeli je bila kulinarična razstava na temo ozimnice. Mi smo tako že vajeni, da pripravimo letno vsaj eno kulinarično razstavo. No, tako smo jo tudi tokrat, vendar zgleda na prvi pogled malo drugače. In obiskovalci pravijo, da je še bolj zanimivo, kot da redno vidijo samo pogače. To se pravi, tokrat smo se odločili z sokrajani, razstavljajo ženske, tudi moški, to se pravi vse to, kar sami pripravijo. Da gre za eno izmed osrednjih prireditev v občini Radenci, je mnenja tudi župan Janez Rihterič. Za nas je zelo pomembno to martinovanje, zato ker se družijo vinogradniki, pa tudi drugi, ki prihajajo k nam. Zelo smo zadovoljni z obiskom, tako da je zelo pomembna zadeva, ker ljudje se morajo čim več družiti. Martinovanje na Kapeli zagotovo ne bi bilo brez Društva vinogradnikov in ljubiteljev vina, ki šteje 180 članov, tako da združujemo vse vinogradnike na tem območju in torej danes praznujemo martinovanje oziroma krst moštva v vinu. To je največji vinogradniški praznik in se veselimo temu. Samo še mogoče, kako ste zadovoljni z letošnjo letino, verjetno bolj kot lani? Torej, letošnjo leto na 2015 je verjetno letina desetletja, če ne 20-letja. Torej, to je letina, ki je po količini in tudi kakovosti ena iz boljših letin. V sklopu martinovanja pa je potekal tudi Martinov pohod. Na relaciji Bratonci Kapela je letos že 33. zapored potekal Martinov pohod, tek in kolesarjenje v organizaciji turističnega društva Bratonci in pa Kapela. To je v bistvu športna prireditev, ki vključuje tako tek, pohod in kolesarjenje in poteka na 21 km dolgi progi. Proga je v začetku dokaj ravninska, potem pa se seveda malo vzdiguje, kajti pripelje nas v Kapelske gorice. Danes se je udeležilo te prireditve cirka 100 pohodnikov, tekačev in kolesarjev. V srednji del martinovanja je bil zagotovo spust Klopotca in pa krst mošta s Korlom. Dobili smo mlado vino! Direktor in družbeniki gospodarske družbe so z različnimi prirejenimi izvršilnimi postopki, s terjatvami, cesijami terjatev ter poboti terjatev povzročili za najmanj 930 tisoč evrov materialne škode. Kriminalisti sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Murska Sobota so podali kazensko ovadbo zoper družbenika in direktorja gospodarske družbe iz upravne enote Lendava ter direktorje povezanih družb iz upravne enote Ljubljana za kaznivo dejanje oškodovanja upnikov. Osumljene osebe iz gospodarske družbe so v letu 2012 in 2013 z različnimi prirejenimi izvršilnimi postopki, s terjatvami, cesijami terjatev ter poboti terjatev izčrpavali podjetje med blokado tekočega računa in pred stečajem družbe.
Kot smo izvedeli iz neuradnih, a zanesljivih virov, bi naj šlo za lendavsko podjetje Komunala Lendava, katerega direktor je bil Jožef Kocon, ki je javnosti poznan tudi kot bivši lendavski župan in predsednik sveta pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti. S temi dejanji je Kocon z družbeniki upnikom povzročil za najmanj 930 000 evrov materialne škode. Vinogradniki občine Puconci so minuli petek v sklopu že tretjega martinovanja pripravili predstavitev letošnjega pridelka oziroma mladih vin. V sklopu že tretjega martinovanja v Puconcih je potekal tudi šaljivi prikaz krsta mošta, predstavljalo se je 6 vinarjev, ki uradno stekleničijo vina, poskrbeli pa so tudi za degustacijo domačih klobas. Ta prireditev je v okviru občinskega praznika in pa potem tudi v okviru prireditev občine Puconci, tako da jo tradicionalno organiziramo okrog martinovanja, se pravi okrog 11. novembra tukaj pred občinsko stavbo. Po besedah župana občine Puconci Ernesta Nemca je takšna prireditev pri njih skorajda nujna. Ker je pač severni del naše občine je Goričko in tu so vinogradniki doma. Veliko je vinogradov, eni so ljubiteljski, eni malo večji, nekih proizvajalcev velikih ni. Kljub temu pa se mi znamo družiti, zelo važno je pa je, da znamo tudi dobro vino pridelati. Letošnji pridelek je po besedah Ernesta Novaka odličen. Lahko rečemo, da je sonce v avgustu in nekaj v septembru, seveda razporeditev padavin pomenila zgodnjo trgatev. Lahko rečete, da je bila letos dobra sezona? Ja, dobra sezona, pa zdaj je čas za veselje in za promocije. Informacije o terorističnem napadu v Parizu so se hitro razširile tudi med prebežniki. V nastanitvenem centru v Šentilju smo srečali manjšo skupino prijateljev iz Sirije, ki se je pogovarjala prav o tem bolečem dogodku in ga ostro obsodila. Vprašali smo jih za mnenje, kako bodo ti dogodki vplivali na njihovo pot v obljubljene dežele. I think what is coming for refugee is worst because every bad action happened. Refugees and another nationality, Asian and African nationalities, would be consumed as a probable attacker, maybe. For us to be affected, it would take a long time, and we are not going to be affected. But maybe who is going to go after us would be affected. Yes, it's terrorism actions, and we don't accept that in Europe or in Syria, in anywhere. And I have a question here: why don't you try to make Syrians' conditions better in Syria, not outside Syria? You are trying to help Syrian people outside Syria. Why don't you help them inside Syria and try to solve the problem, okay? Not solve the results of the problem. V petek je v splošni bolnišnici Murska Sobota umrl 46-letni državljan Sirije, ki je bil že pred 2 tednoma v bolnišnici v Turčiji. Okrog 2. ure zjutraj v petek je bilo med postopkom evidentiranja tujcev v sprejemnem centru v Petišovcih ugotovljeno slabo zdravstveno stanje 46-letnega državljana Sirije. Tujec je bil takoj odpeljan v splošno bolnišnico Murska Sobota, od koder so policisti okrog 10:30 ure zvečer obvestili, da je tujec umrl zaradi odpovedi notranjih organov. Odrejena je bila sanitarna obdukcija. Po izjavi pokojnega je bil ta že v bolnišnici pred 2 tednoma v Turčiji. Kot so sporočili iz policijske uprave Murska Sobota, so našli hčerko in sina pokojnega v nastanitvenem centru v Gornji Radgoni, kjer sta čakala na očeta. Trenutno se še vedno nahajata v Sloveniji. V smrti tujca je bilo obveščeno tudi Ministrstvo za zunanje zadeve. To je že druga smrt prebežnika v Sloveniji. Pred dnevi je namreč v mariborski bolnišnici umrl prebežnik, ki je bil v bolnišnico zaradi težav s srcem prepeljan že oktobra.
Jutri bo na Primorskem oblačno in megleno, drugod bo po večini sončno. Več o vremenu pa v nadaljevanju. Danes opoldne je bilo v Prekmurju sončno. V Krajinskem parku Goričko, v Radencih in v Murski Soboti so namerili 17, v Lendavi pa 18 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem oblačno in megleno, drugod bo po večini sončno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, najvišje dnevne od 12 do 17 stopinj Celzija. V naših krajih se bomo zbudili v megleno jutro, a nas bo čez dan spremljalo sonce. Živo srebro se bo od jutranjih 2 oziroma 3 stopinj, popoldne pa uspelo na 14 oziroma 16 stopinj nad ničlo. V sredo bomo imeli izmerno jasno vreme z jutranjimi temperaturami okoli 6 stopinj. Popoldne pa bo sonce ozračje ogrelo vse do 17 stopinj. V četrtek in v petek bo zmerno do pretežno oblačno z jutranjimi temperaturami med 3 in 6 ter popoldanskimi med 14 in 15 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran www.tvideja.si. Z nami bodite tudi jutri. Nasvidenje.